odkril tole in Somebody. Točno minutka je čez 11:30. Čas je, da malo mi zdaj le prižgemo bencinske motorje, pa da zahromi. Zahromilo najbolj bo v Velenju, ker se bomo spet pogovarjali o Rallyu. Ta je že 41. po vrsti in Danja imam jaz spet tukaj. Je že leto naokoli, Dani? Ja, je, sam lani tebe ni bilo. Ne. Smo bili pri dekletu, pri Šuši. Šuši, ja. Malo sem bil odsoten, no pač. Dopustno. Upravičljivo. Dani, ti si športni direktor dogodka ali športni direktor v klubu, zdaj direktor prireditve, vse gre skozi mene, vsi pritiskajo na mene in z kluba in od zunaj, tako da čisto vse ok. In ta 41. se bo odvijal 3 dni, začne se jutri. Začnemo že danes večer z izdajo potne knjige, to pač tekmovalci pridejo, vzamejo to potno knjigo, po kateri se vozijo, ker pri nas je trasa strogo določena, tudi izven dirkališča, izven hitrostne preizkušnje, ne morejo se voziti, ker nekje pa pride do hitrostne preizkušnje, tako da to peljajo se po naši potni knjigi, določen je točno čas, izračunana je povprečna hitrost, s katero nekje mora priti do točke štarta hitrostne preizkušnje. Vsaka prezgodna vstop v minuta je kaznivo dejanje. A plačajo kazna? Ne, dobijo sekunde zraven. Aha, pribitek je. Ja, vsaka minuta zamude je pa tudi, ampak minuta zamude je cenejša, je skoraj 100% cenejša, ker pa če si prehiter. Aha, se pravi, za dirkače isto velja. Tam, ko je trasa za dirkanje, si dirka, drugače pa vozijo isto kot mi v cestno-prometne predpise. Isto veljajo cestno-prometni predpisi, tako da kak radar jih zna počakati, jih, bom rekel, tudi s položnico obiskati. Pred leti eden je imel visoko položnico, potem smo ga še mi kaznovali, ker je zamujal potem in je bilo pol skoraj cel šov na cilju. A res? Letos, ali pa vsaj zdaj, ko ste bili na primorskem koncu, sem videl, da je zelo veliko takih profi ekip. Koliko bo pri vas? Letos imamo mi 70 tekmovalcev, to pomeni tekmovalc cela ekipa, od tega imamo pa 18, bom rekel po domač povedanih, bombnikov, to je 18 Rally 2 avtov, ki so res v VRC sistemu, so to Rally VRC 2 avti, to so res ta prvi avti za tistimi, ki so za svetovno prvenstvo. Koliko ima to konjev, recimo, to fante zanima? Pa ne vem, to ima tam po mojem 360-400 konjev, ampak to nima visoke hitrosti, to so v bistvu pospeški. Avto sam tak gre max, glede na menjalnik, ki ga bodo zložili za našo dirko ali pa kakorkoli, ker to za vsako dirko si oni pripravljajo glede na višinske, pa nižinske, pa na koliko je ravnin, pa to si pripravijo avto in menjalniki taki, oziroma sama hitrost pride tam max do 170-180. Zdaj pa Dani, recimo, to so zdaj tehnične stvari, ko so se pogovarjali bolj moške, naša Darja, recimo zdaj, ko sedi tamle za mizo, pa koliko bi mi nje Rally upisali na najbolj enostaven način? Kaj to je? To je prireditev, na katero pridajo vsi ljubitelji hlapov, bencinskega motorja, ker zaenkrat elektrike še nimamo, ki jim je všeč, da nekdo dirka mimo njih, da stojijo na varnem mestu, si ogledajo to iz dosti razdalje do cestišča, da upoštevajo navodila rediteljev in športnih funkcionarjev, vseh naših službujočih oseb in da se imajo fajn, da tudi mogoče prinese prenosen žar zraven, pa nekaj obrnejo, ker naše runde trajajo, tako bom rekel, 1 uro pa pol se vozimo mimo vas, kjer ste tam na tisti lokaciji hitrostne preizkušnje, potem imate 1 uro pa pol cajta, da prijemo mi še enkrat okol, pa pol še prijejo enkrat vam okol. Trikrat letos imamo v soboto hitrostno preizkušnjo Vinska gora in hitrostno preizkušnjo Ravne, to se nam 3krat ponovi, v petek imamo pa 2 hitrostne preizkušnje, Lukovica Skorno in pa Strmina Ravne, ki se pa ponovita 2krat. To so same take zelo cartli, ne, ali pa češnje na vrhu sadne kupe. Ja, tako bom rekel, lušne preizkušnje, ampak tehnično dozahtevne, nekih hudih hitrosti ni, bom rekel, tekmovalnih hitrosti
Je nekaj ravnin, kjer se da dosti pospešiti, ampak drugače so pa bolj ovinki, pa vse skupaj, kar se tega tiče. Dam Nino Pušlar gor, bolj točno povedala, kje lahko vidimo te cone. Vem, da je na Visti, ampak o tem takoj po tele pesmi, da vidimo, kaj se dogaja na Velenjskem koncu ta konec tedna. Nina Pušlar, njen zadnji singel, Zdaj si upam. Mi pa smo pri reliju 41. Tiki Reli Velenje in z mano je Alfa in Omega ali pa stric za vse, Dani Blažinčič. Prej smo se malo pogovarjala o samem dogodku, začne se, ti si rekel, že danes, to je uradni del za ljudi, gledalce, te, ki smo pa sam firci, pa jutri mende. Jutri mi zvečer začnemo filati servisno cono, to je na Visti. Tam, kjer so zdaj bili harmonikarji, ne mine en teden, smo že mi z tekmovalnimi vozili, z vsemi temi šleparji, ker se pravim, 18 po ekip, ki pride z kamioni, to bo izgledalo varianta Formule 1, ker ti fantje znajo, vejo, za kaj se gre. Potem pa v petek zjutraj, da rečemo papirje spustimo ven, vse je ok, rešeno. V petek zjutraj 9:30 začnemo z testom oziroma z shakedownom, to pač dirkači vejo, da je to testiranje tekmovalnega vozila iz Škal proti Plešivcu, Sopota, med tistimi Vinkeci gor, 2,3 kilometrski konc brzinca. Tu vozijo vsak 3krat, probajo in potem se vrnejo v servisno cono. Popoldan ob 15:30 je pa na Visti ceremonialni štart, z tistimi vsemi govori, z himno, z vsem, kar se mora zgoditi. In pa gremo v hitrostno preizkušnjo Lukovica-Skorno, jo odpeljamo prvič, gremo potem v hitrostno preizkušnjo Strmina-Zavodnje. Čakaj, to, ko si rekel, grete na hitrostno preizkušnjo, do tja se oni peljejo normalno, kje se potem začne? Kje je štartna črta? Štart je v Slastičarna Barbara, za vse Velenjčane oziroma Šoštančane, tu nekje, ali pa tam, ko so betonski izdelki, tam je štart. Odpeljamo Lukovico celo, nazaj dol v Penk, po Penku pa v Skorno, pa nazaj dol v Florjan, tu sta dva višinca, gore dole. Od tam skozi Topolšico v hitrostno preizkušnjo Strmina Zavodnje in pridemo nazaj v Lajše. Potem vsa tekmovalna vozila, ki bodo stala, bomo lahko videli na glavnem trgu v Šoštanju. Za Firpce, eno urco bodo tam, ker pač imajo tisto regrouping cono, od tam pa na Visto in ta krog še enkrat ponovimo in je to petek končan. Sobota je pa začnemo z Vinsko goro, ni klasična, je pa dosti podobna. Tisto, ko pač imamo odsep zaprt, tam, ko zdaj vse se objavlja, pa glede Dobrne, tam nas bodo gospodje iz Voca, hvala Bogu, spustili skozi, da bomo mi nekot prišli, sicer cesta ostane tam zaprta, za vse ostale, mi bomo šli skozi, kar ste s tekmovalnimi vozili, nobeno spremstvo ne gre. Odpeljamo to Vinsko goro, pridemo v Pako pri Velenje, od tam pa skozi novi tunel, Škale, mimo vseh gradbišč za našo novo avtocesto v Ravne, kjer odpeljamo krožno. Moram poudariti, da ta hitrostna preizkušnja krožna Ravne je potem v tretji izvedbi kot Power Stage. Tu smo dobili iz podjetja Turna Rock enega ponija, ki ga bomo podelili potem najhitrejši posadki. Tako da to smo se neko tudi z Turno dogovorili, hvala Bogu. Dobro. In to potem nekje 17-13 smo v cilju vseh hitrostnih preizkušenj na Visti z koncem prireditve. Ob 19. še razdelimo pokale, pospravimo Visto, v nedeljo pa gremo na Pir. Te trase so itak na vaši spletni strani, ne? Ja, vse, kar... To si zdaj povedal, zdaj, če si pišeš, ni šans. To je ogromno tega, ja. Vse čase, zapore, časi štartov, hitrostnih preizkušenj, vse je na rallyvelenje.si. Rally se piše R-A-L-L-Y, velenje.si. Slovensko pa rally. Mislim, prime, rallyvelenje.si. Daj mi povej, veliko bo tega, je kak skoki za, vse veš, adrenalin, ker me tudi zanima, kdo vam dela več preglavic.
Vozniki ali folk, ki prije gledati? Po domač, folk. Folk, ne. Ja, treba je paziti, so Ja. kaki skoki, je kaj tazga, mislim. Pa nisem skokal, vse tudi vsi reditelji oziroma vsi funkcionarji se pritožujejo, tako ne samo pri nas, na vseh dirkah, v izletnih conah ljudje sedijo, ne da stojijo. In če ti sediš, ni šans, da se boš pobral, ko bom ven z leto. Je pa res, tu fizike ni, kar se tiče vozil. Ni, da bo odleto tam, ko ne more ven odleti. Tudi če ne drugače, te kamen zadane, ki ga on povozil in ga izpod gume vrgla. Torej, kaj svetuješ? Ne na zunanjih straneh ovinkov, ne na izletnih conah. Upoštevati navodila rediteljev, funkcionarjev, vseh službojočih, kot smo že premenili, policistov. Mi imamo tu ekipo 420 ljudi, ki to dela v petek in soboto. Nekateri se ponavljajo, tako jaz pa moji kolegi iz kluba, ampak ostalo so enodnevni oziroma pridejo še naprej v soboto, ampak res 450 ljudi tu skrbi za vse, da prireditev gre skozi, da imamo poštimano z vsemi reditelji in to. Smo povedali tole, med vrsticami za selfie ne narediti vsega ljudje, ne? Prvo je treba skrbeti za varnost sebe in ostalih, potem pa kar pač sledi. Zdaj, za konc, če bi imeli mi, recimo, tako ima Top Gun soundtrack, kot pravijo pri filmih, svojo muziko, kako muziko bi mi dali reliju, glede na to, da rabimo malo energije? Eno hudo. Eno hudo, ne balado. Ne balado. Ja, pol lahko damo eno tako rockersko, ker pravi, da rock muzika tudi pomaga pri pritiskanju. Za vse pa velja, ne pritiskamo tam, kjer ni. Dovoljeno. Ni dovoljeno, ker policisti imajo radar vse povsod in oni se držijo pravilnika CPP, kot se ga moramo vsi mi. Hvala ti, fajn sfurite ta reli. Hvala tudi tebi. Pa pozdrav ekipo, Krušnika predvsem. A Krušnik? Ja, mislim, manjka mi, nisi štemplo. V redu, bomo. Evo, dam eno pesem, ki je sicer iz omenjenega filma Top Gun, je pa pravi rock and roll. Danger Zone. Hvala ti še enkrat. Hvala.